poletje je en taki čudoviti čas, ko si lahko vzamemo mogoče malo več časa zase, za svoj brand, za svoj posel, za oddih, da se popolnoma izklopimo. Meni se velikokrat potem zgodi, da začnejo padati tudi ful ideje in tako naprej, ki si jih seveda z veseljem tudi zapišem. Je pa v bistvu poletni čas lahko tudi en taki čas, da naredimo mogoče, temu jaz rečem, osvežitev svojega branda ali pa brand refresh. In v tem videu ti bom pokazala, kako lahko tako čisto v viziji, v poletnih mesecih, greš po teh 5 korakih in izboljšaš svoj brand, svoj posel, zato da v bistvu potem recimo septembra, ko mogoče postane bolj napeto, ko pridejo več strank, ko je večje povpraševanje in tako naprej, kako lahko takrat res zacvetiš in imaš vse pripravljeno. Ker poletje je res čas, da mogoče naredimo kakšne osvežitve, da mogoče si vzamemo več čas, če je res prava smer, v kateri gremo to, kar zdaj počnemo, ali želimo mogoče malo zašiftati oziroma spremeniti smer oziroma jo posodobiti zato, da gremo tja, kamor si želimo. In pa seveda tudi odličen čas, da si mogoče postavimo kakšno infrastrukturo, če je to seveda potrebno. In dajmo iti kar na prve korake, kaj lahko naredimo, kateri so tisti v bistvu koraki. Prvi korak je definitivno, da pogledamo svojo vizijo. Svojo vizijo za svoj brand, za svoj posel, tudi za svoje življenje. In recimo, da smo zdaj nekje približno na polovici oziroma že skoraj da malo oziroma že čez polovico tega leta, je mogoče tudi čas, da se včasih ustavimo in da se vprašamo, kaj je naša vizija. Naša vizija za naš posel in pa za naše življenje. Kaj si želimo, kam si želimo iti, kakšni so naši cilji. Ker ko se zgodi življenje, ko dobimo neke nove izkušnje, ko se nam mogoče kaj prelomnega zgodi v življenju, dobimo na vse skupaj mogoče kakšen drugačen pogled, kakšen drugačno perspektivo. In takrat zato je v bistvu fajn, da se tudi tu pa tam ustavimo in pogledamo, a je še vedno imamo isto vizijo ali se mogoče tudi v našem poslu kaj spremenilo. Da mogoče želimo kaj spremeniti, da nas mogoče nekaj izčrpava, kar nas je prej polnilo, da lahko mogoče zamenjamo ali pa prilagodimo smer kamor želimo in seveda tudi, da je v skladu s tem, kam trenutno mogoče vse skupaj gre. Tako da definitivno prvi korak te povabim, to lahko jaz običajno to počnem ali skozi pisanje v dnevnik, pač kot privatne zapiske, brez oblikovanja, ali grem v naravo na sprehod, ali enostavno v meditaciji več dni, recimo, ali pa tudi več tednov, ali pa je to lahko vse v enem dnevu, res začnem razmišljati, kaj to je. Zmeraj začnem z hvaležnostjo za to, kar vse sem že naredila, kaj vse že imam, za vse bližnje, za vse ljudi, za vse sodelovanje, za vse, ki smo se spoznali, za vse pogovore. Skratka, da spomnim se, kaj vse sem hvaležna, ker iz teh hvaležnosti lahko potem gremo res bolj globoko tudi v svojo vizijo, kaj si želimo in tako naprej. In ko imamo to začrtano, seveda lahko naredimo potem naslednji korak. Drugi korak je, da pogledamo svoje temelje, torej svoje temelje branda. Ali so naše ponudbe še zmeraj vse aktualne, ali še nas vse preživajo, ali je mogoče katera ponudba za upokojitev ali prilagoditev. Potem je fajn, da pogledamo, ali je naša idealna stranka recimo še vedno takšna, kot smo jo imeli, ali se je mogoče še razvila, mogoče nekatere lahko, ne mislim nič negativnega, ampak mogoče lahko nekatere stranke tudi prerastemo, in bomo mogoče tudi se spremenila naša idealna stranka, sploh če delamo z njimi recimo 1 na 1. In s tem ni nič narobe, je pa fino, da se večkrat vprašamo, tudi če še je vse ok, da samo pogledamo, ali je še vse ok pri temeljih, ali bi bilo fino kaj spremeniti. In tukaj tudi se vprašamo, torej, od idealne stranke do ponudbe, do tega, kako in na kakšen način gradimo našo prepoznavnost, do sporočilnosti, ki ga imamo, načina komunikacije, kako se pojavljamo v javnosti, kako gradimo prepoznavnost in vse te zanimive zadeve oziroma vse to, kar postavlja torej temelje našega brenda.
Zakaj? Ker če se spremeni naša vizija, seveda je zelo logično, da se bojo spremenili tudi temelji našega brenda, oziroma da jih mogoče moramo malo dodelati. Ali pa če že dolgo nismo pogledali naših temeljev, da se spomnimo, da gremo nazaj in jih mogoče malo osvežimo, pogledamo, kaj še deluje, kaj bi pa bilo mogoče za posodobiti. Tretji korak je potem seveda, da pogledamo svojo vizualno podobo oziroma CGP oziroma celostno grafično podobo našega podjetja, našega brenda. A je še to zmeraj v skladu s tem, kar smo rekli, da je zdaj naša mogoče prenovljena vizija in pa naši prenovljeni temelji, še vedno vse štima tako, kot mora biti, pritegne torej vizualno ta prave stranke in ima pravo sporočilo, ki ga želimo mi dajati skozi naš brand, še vibrira za nami. Torej, tukaj je zelo pomembno, da opazujemo oziroma da pogledamo dve plati celostne grafične podobe. Ena plat je, da pritegne naše idealne stranke. Torej, da če nekdo, recimo si lahko predstavljaš, vidi na oglasni deski ali pa ne vem, ko se po avtocesti pelje, pa si predstavljaš, da bi tam bil pano za tvojo ponudbo ali pa karkoli, se stranka v bistvu jo pritegne ta prave stranke, pritegne tvoje idealne stranke ali niti ne. Potem druga zadeva pa je seveda tudi to, da je to tebi všeč. Ker ko je tebi všeč, seveda z veseljem potem uporabljaš barve, uporabljaš logotip, uporabljaš vse grafike in tako naprej. In to dvoje jaz vedno zagovarjam, da se mora zbliževati. Samo eno brez drugega ni dovolj. Torej pritegne stranke in pa je v skladu s tabo. Sploh, če je to tvoj osebni brand oziroma pač delaš z strankami tudi 1 na 1 in tako naprej. Se pravi, to dvoje je zelo pomembno, da je v skladu, v sožitju. Potem četrti korak je seveda, da pogledamo tudi svojo spletno stran oziroma svoje spletno mesto in pa lijake. A glede na to, kar smo osvežili v viziji, v temeljih, v CGP-ju, a se to izraža tudi na naši spletni strani. Ali so barve, če smo osvežili recimo celostno grafično podobo ali prenovili logotip, karkoli, je kaj od tega potrebno tudi na naše spletni strani prenoviti. Daje torej ta prave občutke, ta pravo usmeritve, daje pravo sporočilno za našo idealno stranko, so tudi besedila recimo so ponudbe ali smo potem pri temeljih ugotovili, da bomo katero upokojili in tako naprej. In seveda tukaj je zelo pomembno, res poletje je en čudovit čas, ko lahko poštimamo si tudi infrastrukturo. Kaj to pomeni, da recimo pogledamo naše lijake, naše spletne lijake, ali torej imamo kakšen brezplačnik, ki potem naravno konvertira obiskovalce v stranke, ali nekdo pride na eno stran, pogleda naš blog in ga peljemo naprej, ali pa se mogoče prijavi na novice. Se pravi, ali so te poti res dobro in pa optimalno narejene. Če jih nimamo, potem je zdaj idealni čas, da jih postavimo. Če jih imamo, je pa idealen čas, da pogledamo, ali bi bilo potrebno kaj optimizirati. In lahko si daš recimo za izziv, da vsak dan pogledaš samo en košček in ga optimiziraš. Če imaš recimo email sekvenco, ki veš, da bi bilo treba optimizirati, zakaj ne si vzameš vsak dan mogoče samo en mail in ga optimiziraš, dopolniš, popraviš in tako naprej. In tudi vse, torej recimo prodajno stran, to pogledaš v enem dnevu, potem v drugem dnevu zahvalno stran, naslednji korak, potem mogoče v naslednji dan in mogoče ugotoviš, pri tej ponudbi bi mogoče lahko dodala še kakšne dodatke, ki jih recimo lahko stranka doda, ko kupuje in je potem še bolj navdušena in tako naprej. Se pravi, tukaj se lahko torej res igraš in greš pogledati, je moja spletna prisotnost je moja spletna stran zaradi tega, da potem septembra, ko bo mogoče pride malo več stran, ko je bolj gužva, imaš že vse to pripravljeno. In seveda zadnja točka, na katero marsikdo pozabi, pa je poletje čudovito, da mogoče planiramo lahko za naprej, kako zelo uspešno zaključek leta in tako naprej. To je rast in razvoj torej brenda. Kateri projekti te mogoče čakajo ali pa si jih želiš postaviti, ki bodo gradili na vseh treh temeljih oziroma vseh treh stebrih, kjer jih jaz zelo zagovarjam, in sicer, da imaš torej vse projekte, ki gradijo tvojo prepoznavnost,
ki prinašajo dohodke. Tudi če je nekaj na prvi pogled brezplačno, lahko dodamo kakšno komponento, ki bo prineslo dohodke, in pa seveda na dolgi rok so recimo učinkoviti. Mogoče lahko ta recimo projekt postane nek projekt, ki bo potem kot deloval, torej zimzeleno prinašal nam stranke, a ne? Mogoče bo to nekaj, kar lahko zelo avtomatiziramo, pa bo v ozadju delovalo. Naprimer, v mojih legendarnih smo ravno imeli zanimivo tematiko, kako v bistvu z nagradnim videom imeti lansiranje in ga potem seveda narediti tako, da imaš lansiranje enkrat, to je dogodek, a ne? In potem ta dogodek postane v bistvu kot en brezplačnik, ki redno pridobiva stranke in deluje v ozadju zelo lepo, a ne? In je zelo učinkovit v zadnjem času, ko je itak poplava vsega. Tako da v 5. točki torej razmišljaš lahko, kaj lahko narediš za rast in razvoj, kakšne projekte si lahko daš na urnik, kaj mogoče lahko že zdaj v poletnih mesecih, ko imaš več časa, pripraviš za to, da bo potem ti lažje. Okay? Če še nisi, te seveda povabim, da se pridružiš tudi brezplačnemu programu Magnetizacija, kjer ti lahko pomagam, kako v bistvu sestaviti si najboljši oziroma en lijak, ki ga v bistvu bi moral, ali pa bi bilo dobro, da ga ima vsak podjetnik pa podjetnica. Več najde spodaj pod videom, je popolnoma brezplačen program z videi, kjer te vodim po korakih, zato da si potem razumeš, veliko ahajev je noter bilo, veliko razumevanja tudi na splošno marketingu, pogledom, perspektivim, tako da dobrodošla, če te zanima. Link bom pustila spodaj, ali pa če greš na mojo spletno stran mod.si/magnet, lahko dobiš vse informacije in takojšen dostop. Tako da uživaj in se vidimo naslednjič. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.